Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Ja, v tokratni oddaji bo svoje sledi svojih korakov z nami delil nekdanji poslanec Ivo Hvalica, ki naju je prijazno povabil na svoj dom. Še enkrat, dober dan. Dober dan. Hvala, ker ste naju povabili. Z veseljem bomo z vami delili vašo življenjsko zgodbo, ki je zelo zanimiva. Kakšno je bilo vaše otroštvo? V kakšni družini ste vi preživljali otroštvo? Ja, rekel bi, da imam zelo zanimiv življenjepis, ki ga je težko na kratko povedati, ampak vseeno zaradi razumevanja moje osebnosti kot take moram vseeno iti čisto na začetek. Rojen sem 18. maja 1936. leta v Kanalu ob Soči. Takrat je bil kanal sestavni del Kraljevine Italije, po Rapalski pogodbi je pač del Primorske pripadal Italiji. In bom rekel, otroških let se rad spominjam, imam izjemen spomin na otroška leta, hodil sem v vrtec, tudi moj spomin seže celo v leto 1939, ko je v Soško dolino obiskal Benito Mussolini. Zdaj, takoj na začetku moram povedati, da ne bo nekih zmot, ne. Fašizem kot tak je naredil veliko gorja v Sloveniji. Ampak v Soški dolini je bilo le nekaj drugače. Kot sem kasneje tudi prebral, izvedel, naj bi bila Soška dolina fašističnemu režimu zelo pri srcu in je ta režim v Soško dolino vlagal veliko, pravzaprav je vložil med obema vojnama toliko, kolikor od konca druge svetovne vojne do danes ni vložil nihče. Torej, v letih med 1920 in 1939, tik pred koncem vojne, je ta režim zgradil dve najsodobnejši elektrarni na Soči, Plave in Dobler, z dvema jezovoma, ki sta tudi arhitekturno spomenika svoje vrste. Zgradil tovarno cementa Anhovo in asfaltiral cesto Gorica-Bovec. Tako da jaz že z otroških let pod besedo cesta sem vedno smatral asfaltirana cesta. To je zanimivo, ker se spomnim, ko sem hodil na gradbeno-tehnično šolo, smo se učili o cestah, o makadamskih cestah. To zame niso bile ceste. Pojmovno, jaz sem to imel za poti, ne pa za ceste. Torej, govoril sem o teh investicijah, o teh velikih stvareh, ki so se dogajale v Soški dolini, z razliko recimo od Vipave pa Krasa, kjer so pa čisto drugače čutili. To je treba priznati, ta fašistični režim. Torej, z to razliko je, torej, ker je pač delo je tudi denar in moj oče, ki je začel pravzaprav tako rekoč iz niča, je zaznal priliko in odprl kavarno in slaščičarno. Z posojili si nabavil tudi za takratne pojme, bi rekel, izjemno opremo. Imeli smo prvo mašino, kot smo jo imenovali, za ekspres kafe, La Cimbali, ki še danes tovarna obstaja. Imeli smo mašino za izdelavo sladoleda. Izdelovali smo tudi tako imenovane pokalice, to so bile neke vrste oranžade in tako dalje. Imeli smo hladilnik pred drugo svetovno vojno. Namreč v Kanalu se je stekalo tako upravno, kot tehnično osebje. Takrat je bil Kanal pomembna občina v spodnji Soški dolini.
To je bil tako rekoč mini regionalni center, poleg občine je imel tudi sodišče, kataster, zapore, ne nazadnje. In če verjamete ali ne, ampak imam fotografske dokumente, 5 malih bencinskih črpalk. 5. Pred drugo svetovno vojno. Ena je sicer služila zgolj za petrolej, ker takrat so ljudje, ki še niso bili, kjer ni bilo elektrifikacije, so si svetili s petrolejkami. Ampak 4 so bile pa bencinske in dizel. A takrat pred drugo svetovno vojno ste bili že 3 bratje? Ja. Zdaj najmlajši je Dodo, Ja, ne, jaz sem drugi, najstarejši je letnik 33, jaz sem 6 in potem je še en brat 40-letnik. Začel sem hoditi v italijansko osnovno šolo. Jaz moram povedati, da za razliko od nekaterih, ki so doživljali ne vem kakšne diskriminacije, da jaz se kot otrok, pa imam dober spomin, ne spomnim, razen ene učiteljice, ki je bila iz italijanskega juga, drugače nismo imeli nobenih problemov. Doma pa ste govorili slovensko? Ne samo doma, tudi zunaj, tudi med sošolci in tako dalje. Razen te učiteljice, ki je imela pripombe, ni bilo nobenih problemov, ker je bilo veliko italijanskih familij. Nekatere celo, bi rekel, so bile avtohtone, so bile že odprej. Naj povem to, da Kanal ob Soči pred 200 leti sploh ni bil večinsko slovenski. Ne? Ampak je bil nemško, furlanski, italijanski in celo nekaj Francozov je bilo. Ne? Če hoče človek vedeti, poznati zgodovino kraja oziroma predvsem narodnostni sestav ljudi, mora iti na pokopališče in vse tam ugotovi. Tam se vse vidi, ja. Tam se vse vidi. Tam se vse vidi. Tam se tudi ne ponareja, z razliko od drugih stvari, ki se velikokrat ponarejajo. Torej, jaz hodim v italijansko šolo. Ko se vpišem potem v 2. razred, 43 leta, pride do kapitulacije Italije. Jaz se tega zelo dobro spomnim, ne, ker se je tu zgodilo niz stvari, ki zahtevajo neko posebno obravnavo. Jaz včasih to pripovedujem tistemu, ki mi še hoče poslušati, ampak so se zgodile neverjetne stvari takrat. No, potem pridejo Nemci in šole v Kanalu ni bilo. Enostavno, to sem se čudil, v Gorici je bila, tisti, ki so hodili v višje razrede, to se pravi, takrat so višji razredi pomenili 5. razred osnovne šole in naprej, kasneje je imenovana tudi nižja gimnazija. Tisti so hodili v Gorico z avtobusom, medtem ko tisti, ki smo hodili do 4., ki naj bi hodili v šolo, do 4. razreda osnovne šole nismo imeli pouka. No, hvala Bogu, smo pa imeli pouk na župnišču, kjer nas je nepozabni dekan Ivan Semič, velik človek, ne samo duhovnik, ampak človek, z veliko začetnico, skupaj z svojim kaplanom učil poleg verouka tudi slovenščine. Tam je tudi vedno pri verouku bila slovenska zastava. Zakaj to pravim? Ker mi smo tisto slovensko zastavo gledali z enim takim, kako bi rekel, navdušenjem, ne? Ker, bom rekel tako, sredi druge države so nam dopovedovali, da je tisto naša zastava, da je to tista svetla stvar, katerim težimo. In moram povedati, da sem poleti 43. leta videl prvega partizana. Mama me je poslala na počitnice k teti in to je bilo pa na podeželju. In tam sem jaz v potoku, kjer takrat so bili še raki, smo hodili loviti rake, srečal prvega partizana. In se spomnim, kot da je bilo včeraj, imel je triglavko, ker je bila taka nenavadna značilna kapa, in slovensko zastavo, ne, nobene zvezde nikjer, ampak in to mi je ostalo v spominu, zato tudi, kadar mi nekdo govori,
o partizanstvu, ki je bilo na Primorskem predvsem narodno-osvobodilno gibanje, jaz vedno pomislim na tega partizana. Je umrl žal pred, ne vem, 5, mogoče tudi že 10 let, žal v nebogljen brez nog v enem izmed domov upokojencev. To je te spomin na drugo svetovno vojno, torej potem so, torej po kapitulaciji Italije in ne po razpadu, kot nekateri govorijo, ker Italija je še vedno tam, pač kapituliral je takrat režim. Tega ne bom ponavljal, čeprav zelo dobro, ker sem to sledil, ampak že pred tem se je zgodilo pa nekaj, da so mojega očeta, kot vse Slovence, za katere so se bali, da bi šli k partizanom, mobilizirali v italijansko vojsko. To je bil bi rekel, poseben oddelek italijanske vojske, ne vem, kako naj ga imenujem, imenovali so se bataljoni speciale. To so bili posebni bataljoni Slovencev. V bistvu je bila bolj neka konfinacija ljudi, ki bi potencialno bili nevarni, da bi šli v partizane. Imeli so italijanske uniforme, niso pa imeli orožja. In on je bil najprej v severni v Italiji, v L'Aquili, potem v Livorno. Z Livorna je šel na Sardinijo in v Sardiniji je ob 44 leta ob zavezniški invaziji na Sicilijo in Sardinijo je prebegnil v ameriško vojsko. In ker je tam tudi pripeljal nekaj s sabo, zdaj točno ne vem, kaj je bilo, vem, da je nekaj tudi, torej so ga Američani nagradili, so ga dali v svojo uniformo in je tako moj oče končal kot saržant ameriške vojske, z vsemi bonitetami, ki pripadajo. Ampak on je bil svojevrsten človek, po koncu vojne je pristal v Marseju v Franciji in je tam pod vplivom jugoslovansko-ruskih, rekel bi tajnih policistov, služb, organiziral, tako rekoč ukradli so 3 tovornjake zdravil, tako da bi jih peljali v Jugoslavijo, ne, ampak vse skupaj je bilo namenjeno v Rusijo in je prišel ko se je zavedal, je bil že na polsko-ruski meji in je pobegnil od tam. In potem dolgo krvavi pot potil, da je prišel šele septembra 45. leta domov. Ja, kalvarijo. No, ampak se je srečno izteklo. Na novo smo potem odprli kavarno, ki je cvetela, ker je kupna moč ameriške vojske bila nepojmljiva. Delal je sladoled za ameriške vojake. Tisto, kar sem se pa jaz najbolj začudil in se še danes čudim, ne glede na to, da smo bili de jure še vedno sestavni del kraljevine Italije. Italija je imela plebiscit o kraljevini oziroma republiki šele potem 48 leta, ne, je zavezniška vojaška uprava imenovala torej nek šolski svet, ne vem kaj, v Gorici, v Trstu, in so vzpostavili slovensko šolo. Ma ne samo slovensko šolo, prišli so učitelji iz Gorice, Trsta, tudi učbenike smo dobili. Torej, človek ne more verjeti, če se danes ozrem nazaj, da so v borih 2 mesecih po vojni praktično vzpostavili v šolstvu neko normalno stanje. Žal pa v kanalu šole nismo imeli, ker sta jo 2 vrla partizana tik pred koncem vojne prazno pognala v luft. In je potem šola bila improvizirana v raznih, na 2 lokacijah, tudi v enem ameriškem šotoru, ne. Otroci smo bili beneficirani tudi s strani vojakov, ki so živeli v izobilju, tisti so preživeli. To so bili, tam gore je čelada tega oddelka, tista zadnja tam.
ne, ki je moj velik spomin, to je bil korpus Blue Devils, ki je po izkrcanju na Siciliji in pri Salernu preko famozne bitke pri Monte Cassinu pod Rimom prišel 2. maja, hkrati z jugoslovansko vojsko. Jugoslovanska vojska, partizani so bili malo predtem v Trstu, ampak k nam so pa prišli hkrati s partizani. Moj spomin tudi na to je še živ, ker zdaj sem se vrnil na leto 1945, ker sva z mamo šla od te moje tete, kjer sem bil na podeželju, po cesti proti kanalu in sta prišla 2 tanka in moja mama je mislila, tanki, to so nemški, sva skočila po cesto, so bili pa že ameriški vojaki in so nas pozdravljali. Ko smo prišli do kanala, je pa tam bil ustavljen en džipnik, da ne bom pozabil za eno prikolico, in ameriški vojak me je poklical k sebi. In po letih stradanja v 2. svetovni vojni sem dobil prvo čokolado. Ja, to se ne da povedati, ne? Ampak ostane to pa v trajnem spominu. Prav jaz še danes vidim to vse pred sabo. Ja, kako so pa, recimo, kaj se potem z očetom dogajalo pa s kavarno? No, zdaj, ko pravim, ko je moj oče prišel domov, je spostavil zopet to kavarno, ne? Glede na kupno moč, moram tudi to povedati, da mi smo bili privilegirani. Pod zavezniško vojaško pravo vis-a-vis ostale Italije. Ostala Italija po 2. svetovni vojni je tolkla revščino. Ampak tu je šlo pa tudi iz teh prestižnih, tudi propagandnih razlogov, zato, ker se ni vedelo, komu bo pripadal ta del, ne, ta del ali Italijanom ali ne. Ali Italiji ali Jugoslaviji, ne. In je bilo to tudi iz propagandnih namenov, to vem pa enostavno zaradi tega, ker mi nismo plačevali davkov. Za časa zavezniške vojaške uprave, torej gostilne, obrtniki, niso plačevali davkov. To je pa trajalo do katerega To je leta? trajalo do 15. septembra 1947. Jaz sem se družil veliko z ameriškimi vojaki, tudi v moji knjigi imam eno fotografijo, ko sem tam z vojaki bil skupaj. Še preveč sem se družil, tako da sem včasih povzročil staršem skrbi, ker so me vojaki zapeljali po njihovih poteh, včasih v Gorico, pa v Gradež na morje in tako dalje. In sem potem se vračal pozno domov, sem jih tudi slišal in tudi uha so mi nategnili, ušesa. Ja. Mi rečemo uha po domače. In skratka, moj spomin na te ameriške vojake je izjemen. Me je pa tudi dobesedno, kako bi rekel, osvojil s tem, da sem se naučil prvih angleških besed, ki so mi potem pomenile pravzaprav mojo uspešno pot v življenju. Pa v svet, ne, tudi. In jasno, v svet, ne. Kaj se je pa zgodilo potem po tistem? Po tem blagostanju, ki je trajalo 2 leti, in ko je bil moj oče tako prepričan zaradi jugoslovanske propagande, ki je bila zelo močna, non-stop, znan je rek, nočemo belega kruha, hočemo Jugoslavijo, ne, so ljudje vpili, smo morali vsi na ceste, to je bila izjemna jugopropaganda, ne, po drugi strani, ne. Ker je bila demokracija, ne, so to Američani dopuščali. Tu so se zgodile razne zgodbe, so mene, ki sem že kot otrok lepo tiskano pisal, je ta jugopropaganda uporabila, da sem pisal proti italijanska gesla, ne, in to se je zgodilo v priliki Birme, ki je imel škof Margoti, Italijan, ki ga je jugoslovanska propaganda, ki je segala v cono A, ne,
iz cone B. Jaz ne vem, če poznate to razdelitev, ko je bila cona B, je spadala pod jugoslovansko jurisdikcijo. Tam je bila mizerija, ampak propagando so imeli pa izjemno. Torej, mene so uporabili, da sem pisal te parole in civilna policija, ki je bila tako imenovana zavezniška civilna policija, ki so jo vzpostavili Američani, so bili Slovenci in Italijani, so me ulovili in potem peljali domov in očeta priprli in to na dan, ko bi oče moral največ zaslužiti, to je bilo tisti dan, ko je bila Birma, ne? Oziroma tisti dan pred Birmo, to je za, mi rečemo rožnica, to je za Ferragosto, kako se reče temu po slovensko, veliki šmarn. Ja, mi rečemo temu po domače rožnico. 47 leta. No, kmalu po tistem je potem sledila priključitev Jugoslavije, 15. september. To imam jaz tako zgodbo, ampak bi bilo predolgo, da bi razlagal, ker sem se slučajno takrat nahajal na drugi strani in so me dobesedno vrgli potem čez vzpostavljeno žično ograjo čez cesto, še zdaj se spomnim, tu na Soški cesti. Ampak očetu pa verjetno ni bilo več, potem kavarna ni bila več cvetoča, ne? Ne, pustili so par dni, na kar so prišli in nabivali gor povsod z žeblji, velike plakate, nacionalizacija in tako dalje na podlagi. Seveda tega prej niso povedali, ne? Ne, moj oče je bil celo tako zaslepljen. Moram povedati, da mi bi se morali izseliti v Italijo, ker je veliko takrat obtiralo tudi Slovencev za Italijo, ker so se bali komunističnega režima. Naš sosed, Čeferini, so se pisali Čeferin. Mi nismo imeli avtomobila, ampak oče je rekel, da bomo avtomobil kupili v Jugoslaviji. Nikdar v življenju ga potem ni imel. Tako je bil zaverovan v Jugoslavijo. Ne glede na to, da mu je zavezniška vojaška uprava pravzaprav, bom rekel, dala tak zaslužek, da smo s tistim denarjem še lep čas živeli, pa čeprav so nas potem pri menjavi dobesedno okradli. Tudi to je svojevrstna zgodba. Okradli so vam pa tudi kavarno, nacionalizirali, ne? Ja, ampak predvsem je bila pa menjava denarja. Za časa zavezniške vojaške uprave je v coni A smo imeli ameriško liro, v coni B je bila tako imenovana jugolira, ki je bila pol manj vredna od ameriške jugolire, od zavezniške jugolire. Ko je pa prišla Jugoslavija, je nagradila tiste, ki so imeli jugoliro, ravno obratno, dvakrat toliko kot zavezniško liro. Tako da smo izgubili 75% kapitala. Seveda o avtomobilu sem že povedal, ni bilo govora, ampak propaganda je bila izjemna. Kaj se je pa s kavarno zgodilo? S kavarno se je zgodilo to, da je bila pač nacionalizirana in očeta so pustili še toliko časa v kavarni, da je priučil ljudi, ki so jih oni pripeljali. To je spadlo pod kmetijsko zadrugo, na kar je bilo konec in oče je moral delati kot nekvalificirani delavec v tovarno Anhovo. Kaj pa mama? Mama je ostala doma. Mi smo imeli tudi, ko smo imeli kavarno, smo imeli našo natakarco, uslužbenko, ki je hkrati bila, kako bi rekel, mi smo temu rekli dikla, kar pomeni po primorsko dekla. Skoraj da družinski član, ne? Ja, dobesedno je z nami jedla, popolnoma kot družinski član. Jasno, ti dve sta ostali brez dela in potem je morala tudi mama se zaposliti tam v enem novo nastalem podjetju, ki se je imenovalo Žica. So delali neke gajbe, ne vem kaj, ker se pač ni dalo živeti. Torej, mi smo dobesedno padli z tako imenovanega srednjega razreda, ker je bil to nek srednji razred, trgovci, gostilničari, obrtniki, takrat so bili še krojači in to čevljar. Smo tvorili v kraju nek srednji razred.
Oni so to zbrisali in smo vsi postali proletarci. Ja. No, kako se je potem mali ali pa odraščajoči Ivo Hvalica šolal? Vi ste gradbeno šolo potem? Ja, jaz sem se že vpisal v višjo gimnazijo, oče je rekel, tako ne bo šlo, ker ne bomo zmogli, smo bili trije in lahko si predstavljam, še danes ne moram razumeti, kako so to breme. Jaz sem bil 3 leta kot tak tudi brez štipendije. Ne? Šele 4. leto, ko so zaslutili, takrat je bilo veliko pomanjkanje, takrat je bilo končati tehnično šolo, to ni bilo kar tako. Ne? Tle, recimo SGP Gorica tu v Novi Gorici, ne, ki je imela 3000 zaposlenih, je imelo 5 tehnikov. Vse ostalo pa nekvalificirani delavci, pa si dali. To je bilo takrat. No, ampak jaz sem zadnje leto dobil štipendijo in takrat pa nisi mogel reči, sem bom šel v službo, ampak je bil še vedno, so ti odredili. In kam so vam odredili? In mene so odredili, da sem šel v Koper, in sicer izgradnja prvih stanovanjskih hiš v Semedeli, kasneje so jih imenovala radijski aparati, ker so bile eni taki bloki, 6 stanovanjski z ravnimi strehami, bilo je 30 takih, tam je bilo 5 podjetij. Tam sem bil od jeseni 55. do 26. teoretično septembra 56 leta, ko sem šel k vojakom, tista fotografija tam gor mi je v ponos, kadarkoli jo pogledam, ker meni je igral na harmoniko, ko sem šel k vojakom Anton Nanut, kasnejši veliki dirigent. Evo, tam je fotografija. Je velikokrat sodeloval tudi pri nekaterih teh velikih dogodkov, tudi političnih, ne, kot dirigent potem na kakšni prireditvi. Mi dva sva bila velika prijatelja, tudi kasneje, ne. In vedno ob Kogojevih dnevih, ki so eminentna, elitna prireditev, kulturna v Kanalu, sva se vsa leta dobivala, žal pred 2 leti je odšel in ni ga več. In on vam je zaigral? Tam je fotografija. Kje pa ste bili v vojski? V vojski sem bil v Varaždinu, ampak to je imelo neko prednost, glede na tiste, ki so bili v Bitoli ali pa kaj zenke. Ampak zgolj zaradi bližine za potovanje, ampak kaj, na dopust si lahko šel samo enkrat, ne? In potovanje do Varaždina, ne glede na to, da je to tako rekoč, ne vem koliko, čez mejo, blizu, 200 kilometrov tle z Gorice. No, ampak zanimivo je, kako smo šli k vojakom. Tu so mladi bežali čez mejo, preden, ko so dobili poziv za vojsko. In zbirališče je bilo v Novi Gorici, v nej stari opekarni, ki je bila, torej, bi rekel, središče takrat Nove Gorice, ki je ni bilo, ne, par blokov so zgradili. In v tej opekarni tle smo bili pod stražo, spali na slami, noč prej že. In še isto noč je vseeno enim 5 ali 6, kolikor jih je manjkalo, se spomnim, uspelo tisto noč bežati čez mejo. Se jim ni dalo iti v vojsko, ali kako? Ne, seveda, iti v vojsko, ne, torej... A to ste imeli vi še 2 leti, 3 leta? Ne, takrat je bila vojska 2 leti, če si imel srednjo šolo, je bilo 18 mesecev. Mornarica je bila 3 leta. Par leti predtem pa je bila res še rok 4 leta. Ampak vi pa niste se razmišljali o tem, da bi... Ne, jaz enostavno sem rekel, to je treba dati skozi. Ne, nisem, takrat res nisem razmišljal, imel sem sorodnike v Italiji, ker po mamini strani sta 2 sestri, sta si dol ustvarili družino, ki imajo še danes, torej potomce, in smo povezani, po mamini strani smo tako rekoč gravitirali čez mejo. No, tu se je zgodilo,
tudi, to sem že večkrat povedal, pravzaprav bi kar ponovil tisto, kar je mene dokončno odvrnilo od komunizma, od Jugoslavije. 48. leta sem jaz bil zgodaj, na začetku leta, zdaj po spominu, je Oton Župančič praznoval 70-letnico in jaz sem na tekmovanju pionirjev za najboljše recitiranje Župančičevih pesmi zmagal. In so me peljali v Ljubljano s Titovko in tako dalje, torej sem bil še zvest pionir, ne. Kjer sem Otonu Župančiču v imenu Primorskih pionirjev čestital in imam knjigo z njegovim posvetilom, Zimzeljem pod snegom. Še danes znam na pamet tisto pesnitev, ki sem jo recitiral, Cvetoči maj, prinesel je na zemljo raj in tako dalje. Še danes jo znam. Ampak tisto leto je potem umrla tudi mama od moje mame, mi rečemo nona, in meja je bila neprodušno zaprta in 2 sester od moje mame, 2 hčera od te moje none, niso jugoslovanske oblasti pustile na pogreb. Ni pomagalo nič, ne prošnje, ne jokanje na meji in tam. Na meji smo se srečali v Gorici na železniški postaji, mi sploh niso smeli do žice, ampak skozi okno, in še ta so bila, se dobro spomnim, neočiščena, da ne bi gledali te v gnili kapitalizem, ne. Tam pri žici so bile pa te moje tete, ne, jokale in takrat so te moje tete tudi dokončno odpisale Jugoslavijo, niso marali slišati o tem, ker se mi je to tako zdelo, tako absurdno, tako nečloveško in tudi sam sem to občutil in jaz sem takrat postal to, kar sem še danes. Ne, to moram povedati. No, jaz sem šel k vojakom. No, pa če potem malce preskočiva, potem, ko ste vi prišli nazaj, ste pa spet odpotovali, ampak mnogo dlje, v Libijo, ne? Ja, ampak govorimo o vojaščini. Ko sem prišel nazaj od vojakov, sem zaposlil pri SKP v Gorici, to je važno. In za kadre, tako imenovane, in jaz sem spadal pod kadre, so bila stanovanja. Ampak vsak je dobil stanovanje. In si mogel izpolniti formular, ampak tam je bila rubrika ali si organiziran, ne. Ja. Zdaj, to je mislil, jaz sem pa napisal tam, da sem organiziran v odbojkarskem klubu, ne, in to so smatrali za zajebancijo, ne, in tako dalje. In nikdar nisem dobil stanovanja, ne. Torej, skratka, potem sem jaz, bom malo preskočil, ker drugače bi bilo predolgo, delal to, in ko se pokaže prva prilika, razpis za nadzorovanje gradenj stanovanj v Libiji, ne, pogoj je bila angleščina, drugi jezik italijanščina ali francoščina, sem izpolnjeval vse te pogoje, moram povedati, da na srednji šoli sem bil eden redkih, ki sem se učil angleščine. Takrat se je šele začelo poučevanje angleščine, prej so bili jeziki zgolj ruščina in nemščina. Torej, imel sem vse pogoje in se med 80 prijavljenimi kandidati, nekaj čez 80, prebil med 21 in 26. marca 68. leta odletel v Libijo. Takrat samski ali že poročen? Takrat ne, glih poročen. Ja, glih poročen. Je še žena zraven? Ne, to ni tako enostavno. To sploh ni tako enostavno. Torej, preden dajo Libijci, že z časa kralja, nekomu tako imenovano rezident vizo, te lahko vsak trenutek pošljejo. Ti si na preizkusu. In pole šele, ko dobiš vizo, ne, to je trajalo 4-5 mesecev, potem lahko šele ti zaprosiš za
za to, da eventualno pride tudi žena, familija, če jo imaš in tako dalje. No, ampak zanimivo je to, ne glede na to, pa je tle tudi finančna razlika bila, ampak zdaj ne bi dolgo razlagal o tem. Tako rekoč, če si bil z družino, si dobil 30% približno dodatka k plači. To se je imenovalo v angleščini housing allowance, s tem, torej, ker si imel višje stroške, si dobil plačo. Torej, jaz sem potem, moram malo skrajšati to zadevo, jaz sem bil v Libiji 2 leti, potem 1. septembra 1969 z državnim udarom in ne z revolucijo pride polkovnik Gaddafi, ki ni bil polkovnik, ampak podporočnik, potem se je naredil polkovnika na oblast. In ženejo vse tuje strokovnjake. Nastala je neka vrsta kulturna revolucija, zažgali so katastar in tako dalje. Vse je naše. To je mene malo spominjalo na leto 1945. Meni so pa ponudili, da ostanem. Zakaj? Jaz še danes ne vem točnega razloga, predpostavljam, da zaradi tega. Prvič, ker sem rešil enega Libijca, ki se je utapljal, to pa oni izjemno cenijo, da nekdo, ki ni Arabec, reši enega Arabca, to si heroj. In drugič, jaz sem imel to prednost pred ostalimi mojimi kolegi, ki smo bili razprošeni tam po Tripolitaniji, to smo bili vsi na zahodnem delu Libije, sem imel to prednost, da sem se z tistim, bi rekel, uslužbenskim slojem na ministrstvu, ker delali smo za ministrstvo za gradnjo stanovanj, Ministry of Housing and State Property. Se je imenovalo ministrstvo, kamor smo spadali v okviru mednarodne tehnične pomoči. Jaz sem imel to prednost, čeprav je bil poleg arabščine uradni jezik angleščina in vsi dokumenti so bili v angleščini, ampak prednost moja je bila, da sem se pa lahko italijansko pogovarjal z unimi uslužbenci, kar je pa silno pomembno. Tisti pa niso znali angleško, ker angleščino so šele uvajali, Libija je bila pa prej italijanska kolonija in ti, ki so delali, ti razni uslužbenci do vratarja, so govorili samo italijansko. Torej, jaz sem ostal pod neverjetnimi pogoji, da če ostanem, potrebovali so pač kontinuiteto tega, izpeljave tega projekta in so meni ponudili ponovno, vnaprej so mi dali nepovratno 3 plače in tako dalje in jaz sem se odločil, samo 2 so ponudili in na koncu so še pa unga odpustili in tako sem edini ostal dol še 2 leti. In se vrnil z Libije 72. leta, 68 sem šel, 72. aprila sem se vrnil in dobil tle vse zaposlo in da skrajšam, Italijani, ki se ukvarjajo z opekarsko industrijo, jaz sem delal pa na goriških opekarnah, so zvedeli, da so me spoznali, so vedeli, da sem v Libiji, da znam italijansko, angleško, da znam tudi zasilo arabščino. Pa stroko tudi poznate, ne? Ja, ampak tle je predvsem obvladanje menedžerstva, kontaktov. In so me vprašali, če bi šel spet v Libijo in tako dalje. In ker sem se jaz sprl z direktorjem, jaz sem mislil, smo gradili eno tovarno keramične plošče s prvo s tujim kapitalom. Tle zgodba je malo komplicirana. To je bila prva gradnja s tujim kapitalom tle na Goriškem. Jaz sem predpostavljal, da bom potem zasedel eno od vodilnih mest, ker sem se spoznal s to zadevo. Smo pravzaprav kopirali eno fabriko, tovarno v Italiji in jo prenesli na naša tla, vključno s 35% kapitala. In skratka, Italijani, ki so vedeli, da vem tudi, kaj je glina in tako dalje, in so nameravali zgraditi eno veliko pekarno, največjo na afriških tleh, so me povabili, če grem dol, zato je zvedel direktor goriške pekarne, ki je bil stric
Igorja Bavčarja, Ciril Bavčar, bivši udbovec. In mi je poskušal to zadevo preprečiti, je zvedel, imel tipalke povsod. Jaz sem skril potni list pod tisto omaro, tam zalepil s selotejpom, ker je prišel brat od tega, ki je bil tudi udbovec, še sedaj živeči stric od Igorja Bavčarja, ki živi tu blizu, je prišel, da bi mi vzel potni list. Jaz sem rekel, da sem ga izgubil in tako dalje. Mi smo imeli takrat tudi propustnice. Moj potni list je žena odnesla v Italijo, tam so mi zrihtali vizo in 25. novembra leta 75 sem jaz že bil spet na avionu in sem šel v Libijo. Za koliko časa? Podpisal sem pogodbo za 2 leti, šel sem sam, rekli so, da bo prišel en super menedžer za mano. Jaz sem organiziral gradbišče, poznal sem stvari, kaj in kako, živel na hotelu od začetka, potem si pridobil in bianco, so rekli, kar hočeš potroši, plača up. Ampak dodatno do vse mi plačal, si dobil stanovanje in to blizu ameriške ambasade, to pomeni najdražji bicirk, ker to veljajo neka železna pravila, kdor ni bil v teh, bi rekel, afriških ali azijskih državah, tega ne more poznati, ampak to je nenapisano pravilo, biti boš blizu ameriške ambasade, ker to je najbolj važno. Tam sem dobil stanovanje, ogromno stanovanje. Dnevna soba, vem, da je bila velika 50 kvadratnih metrov. Se ga opremo in tako dalje. In jaz sem čakal, da pride ta glavni menedžer in pole so rekli, ne, boste kar vi. In tako sem speljal zadevo v 2 letih in se potem koncem 77. leta vrnil in se zaposlil 78. leta tu v Novi Gorici, v inženiring firmi, ki še danes obstaja. In Tito je še vedno živel. Ker nisem vedno, ko sem bil na zemstvu, čakal, da umrje Tito, ker sem vedel, da se bo nekaj zgodilo. Zaradi tega sem tudi moje prihranke ustrezno doziral in jih imel v tujini, ker nisem nikdar verjel Jugociganom, dobesedno, da tako rečem. Kakšen je pa vaš pogled na Tita? Verjetno zelo negativen. Moj pogled na Tita je pač takšen, kot mora biti za človeka, ki normalno in trezno razmišlja, ki je živel tudi še kje drugje, razen, bil je zelo spreten diktator, nekateri ga še danes obožujejo in mu tam obnavljajo napis na Sabotinu in tako dalje. Ko pogledam tako zdaj z distance na to, bil je zelo spreten, opozicije tako rekoč ni imel, ampak če človek pomisli, da je narod živel v sorazmerni revščini, ki jo je Tito korigiral s tem, da je potem spustil ljudi ven. Da so si poiskali kruh Da so si v Nemčiji, poiskali Avstriji, kruh Italiji. in pošiljali denar domov. Nenazadnje tudi jaz sem bil eden tistih, ker če drugače, če ne bi bilo te epizode, ki je bila pa čisto zasebna stvar z mojim potnim listom. Ta zgodba je malo bolj obširna, ampak je ne moram zdaj obnavljati. Torej, glede na to, da je potem tudi, kako bi rekel, torej skratka, dopustil malo demokratizacije, ampak predvsem jaz pravim, da je kupil predvsem kulturnike in kulturo in jim dal toliko, da so lahko čivkali in zapravljali po ljubljanskih gostilnah, govorim za večino, ker teh
se je moral bati in je bilo zelo malo Vse kritičnih. tiste, ki so pa štrleli politično ali pa Tiste, drugače, ki je so pa tako štrleli, porezal, ne. vemo, kaj se je zgodilo s Kocbekom, ne. Vemo, kaj se je zgodilo. Pučnikom recimo. Ja, da ne govorimo, ne. Torej, skratka, bili so premeteni, imeli so vse v rokah in nadzirali so te bolj, kot si lahko mislil, ne. Jaz velikokrat rečem, ne, ko nekateri govorijo, da so imeli tudi svobodo prej. Ja. Ja, seveda, če so razmišljali tako, kot je razmišljala partija, so imeli tudi politično svobodo, ne. Ampak pod Jugoslavijo, ne, ni bilo ne politične svobode. To za človeka, bi rekel, ki je normalen, pa ne bom govoril zdaj, kakšne, bi rekel, lastnosti ima, ki je normalen, ni dopustno. Tako. To je nedopustno, da ti ne moreš razmišljati svojo glavo. In druga stvar, ni bilo gospodarske svobode in mi vemo, kam je pripeljala. Pa niti verske ni bilo. Mi smo glih toliko kulturno, bi rekel, vredni, izobraženi in taki kulturni stopni, kot so Furlani, pa poglejmo, kakšna razlika. Mi še danes ne moramo dohajati njihov BDP in tako dalje, ne. Skratka, zatrtje privatne iniciative ima še danes posledice. Še danes in mi bomo še nekaj časa to zadevo poskušali in jo moramo enkrat pokompenzirati, ne. Ampak posledice so še danes. Jaz, ki sem delal v inozemstvu, za nekatere je lahko Libija nekaj eksotičnega, tako. Tam je bila ponudba celega sveta. Denarja je bilo veliko. Ogromno. Če pomislim, v 4 letih je Libija zgradila celotno avtocesto od Tunizijske do Egiptovske meje, 1600 kilometrov. Ne. Pri nas se pogovarjamo zdaj 4 leta o 30 kilometrih drugega tira. Ja, tako. Da ne govorimo. Torej, skratka... Pa šele pri razpisu smo, ne? Ja, v Libiji je bila izjemna. Še nekaj zelo zanimivo. To pa moram povedati. Ko je prišel Tito, je prvi, ki je obiskal Gaddafija. Po slabih 6 mesecih od prihoda Gaddafija na oblast je 30. marca 70. leta prišel Tito na obisk in do mene pridejo, nikdar prej jih ni bilo. Pridejo eni ljudje tam z uprave, ne, libijske, in mi dajo na izkaznico, prav, da sem vabljen na sprejem na letališče Tita. Ja. Tako, kot ti pravim. Jaz sem se malo začudil, oni so potrebovali eno kritično maso belcev, ne, da ne bi izpadla, kot da je Tito prišel med samo arabsko rajo. In sem bil povabljen na letališče, še danes ne vem, kaj je pisalo na tisti izkaznici, ne. No, in zanimivo je to, da moja žena je šla tam, ker tam so bile tiste, ki so še ostale družine jugoslovanskega veleposlaništva in to, in tisti, ki so še ostali tam, Bosanci so bili zelo prisotni v Libiji, ne. To je tudi svojevrstna zgodba, ne. Ker dol so bili muslimanski komunisti, so bili pravoverniki, dol islamski. Ne, hipokrizija nepojmljiva. Skratka, vse te se je nabralo na letališču. Tito je zablefiral, prišel z 2 enakimi letali, pa se ni vedela, v katerem je on, to so bile finte. No, ampak jaz imam posnet filmček o tem. Vsak, ki se je rokoval s Titom, je imel perjeno zastrelko v hrbet, ker niso imeli še izdelnega protokola. Jaz imam film o tem na Kodak Super 8, se ga posnel, in to z džipa, na katerem je bila strojnica,
vojaška, ki je varovala to. Sem vprašal, sem pokazal, sem rekel, a lahko stopim to? Je rekel, Fadl, je pogledal kartico, ne. In sem jaz tistega džipa snemal, to je nekaj neverjetnega. Jaz sem ta filmček hranim, jaz sem ga hotel, sem rekel, ko se bojo normalizirale stvari v Libiji, ga bom prodal, Gaddafija ni več, ne, nikdar ga ne bom prodal, ne, če bo pa prilika, ti ga enkrat pokažem, imam še komaj delujoč projektor, Super 8, in tam se jasno vidi, kako je vsak, še enkrat ti povem, ki se rokoval s Titom, imel uperjeno brzostrelko v hrbet, šel vojak. Po koloni. Ja, niso imeli izdelnega protokola, to so, ne, to, ker so vse tisto, kar je bilo intelektualno, ne, tako kot 45 leta pri nas, odstranili in so bili tako rekoč sami vojaki. Gospod Hvalica, glede na to, da sva zdaj v tem prvem delu vaše zgodbe že kar precej dolga in da se počasi bliža najin drugi del, bi preden zaključiva s tem prvim delom oddaje, par besed še, kaj se je dogajalo v vas, kako je v vas pomladno vrelo, da ste se potem leta 1989, če se ne motim, že priključili takrat Tomšičevi, Socialdemokratski zvezi Slovenije, ne, ki je nastala nekako iz korenin sindikalizma. Bom zelo kratek. To zame je bilo vredje v Evropi, solidarnost, nastop Janeza Pavla II. Na Poljskem, Gorbačov in perestrojka. To je meni dobesedno dalo en tak naboj, ker to sem jaz vse življenje čakal. Ne? Žal se v Jugoslaviji, torej po smrti Tita, ni tako hitro odvijalo, ampak ta potem 80. leta, govorim o zadevah vse pred padcem Berlinskega zidu. Ne? To je meni dalo tak naboj in jaz sem sledil, kolikor sem lahko te iz Gorice, vsemu temu, kar se je začelo dogajati v Sloveniji. Takoj, ko je Tomšič ustanovil stranko, sem mu jaz pisal, potem je France povedal, da nikdar ne dobil tega pisma, kar je verjetno logično, ne, da so ga, ampak sem ga jaz skupaj še z enim mojim prijateljem povabil in je prišel v Novo Gorico 12. aprila 1989. In moram reči, da je tega lahko imenujem gospod, čeprav je bil tovariš kot sekretar SZDL-ja, gladko nam je dal pisarno na razpolago. Še danes mu rečem, ja, še danes, ko se prisrčno pozdraviva, ima kakšno leto več kot jaz, ne, je hodil tudi večkrat na hrib, zdaj ne hodi, še danes sem mu hvaležen. In tam sem jaz pisal zapisnik, ko so mene kot pobudnika tega predlagali, da bi bil predsednik novo ustanovljenega odbora. V Gorici? V Gorici je nekdo, ki je bil padalec, rekel ne. Je rekel, naj bo ta, ne. Takrat sem gotovil, da so torej imeli, oblasti so imeli še vedno pod kontrolo zadeve. In sem se jaz potem na demokratičen način boril, ne. Bil sem kot podpredsednik, ne. Potem novo ustanovljene stranke, s tem predsednikom ni bilo nič, ne bom razlagal, kdo to je. Slovenska pomlad ga je nagradila, potem je pa všel in zdaj je Desusov diplomat v tujini. Ne bom govoril o imeni, ker se mi zagravža. Torej sem se upisal in potem bil na vseh teh zborovanjih, že 88. leta, ne. Procesu proti četverici verjetno. Proti vse, Majniška deklaracija, povsod sem bil prisoten in tle moram povedati še nekaj, da Demos je bila ali paralelna ali pa tudi čisto naša goriška zadeva, ker tu za to mizo, žal sta oba pokojna, danes bi dal ne vem kaj, da bi bila tu, pa da bi tudi ona dva povedala. To je bil Edi Stanič in Tomaž Marušič, ne, kasnejši tudi pravosodni minister. Mi smo ustanovili
že oktobra imamo zapisnik, ki datira približno 15. Nekaj preveč papirjev imam, ampak ga bom dobil ven, ker ga je pisal ga je oče tega komentatorja Luka Gabrielčiča, ki piše v Delu. A res, da? Ja, Aha, on je pisal zapisnik. On je bil računalniško najbolj pismen in že takrat pisal ta zapisnik na računalnik. Tu smo ustanovili demos, ki se je imenoval, ime ni moje, ni naše. Imenovali smo se GDA, Goriška demokratična alternativa. Aha, ker vi ste bili recimo socialdemokrat, ne? Ja, SDSS in Marušič SLS. SLS, Stanič pa SKD. Tu za to mizo, zunaj so bili miličniki in takrat smo bili, očitno so zvedli še pod kontrolo in jaz sem šel ven in sem rekel, kaj se je zgodilo. Ja, tle naziramo promet, sem rekel, kako se ni nobenega prometa, pridite ven kozarc vina, ne? Ampak so bili do konca to. So bili do konca. Ja, do konca. No, ampak brez nobenih ovir, moram biti fair. Imeli so vas pod kontrolo. Zasluto sem, da so nas imeli pod kontrolo. No, potem je šlo pa samo naprej. Ampak potem tudi Tomšič je potem kmalu prepustil predsedniško mesto potem doktorju Jožetu Pučniku, ne? Ja, te stvari niso bili jasne. Ob vsem spoštovanju do Pučnika, ampak v Slovenski demokratični zvezi, kamor se je najprej zatekel Pučnik tudi, ne? To je tam, kjer so bili Janša, Bavčar. Ja, tam, kjer so bili, tam je bilo preveč vrhov in oni so se nekako zmenili, smatrali so, to je moje mišljenje, tega mi ni še noben potrdil, razen en Kamničan, da so smatrali za Tomšiča z politično preveč rudimentalnega, neveščega in tako dalje. Hoteli so namreč, ta akademska elita, imenujemo jo tako, ne, so hoteli te stvari imeti pod nadzorom in zamenjava z Tomšičem, za Pučnikom se niti ni zgodila na kongresu, pač pa na eni konferenci, kjer sem bil prisoten. Namreč Tomšič je takoj zaznal, ne prav, moral sem mu dokazati moje retorične veščine, ne, in tako dalje. Imeli smo nek seminar, kjer so o političnem nastopanju, ne. In pred volivci. In tam sem jaz zmagal, ne, tako interno v stranki. In potem me niso mogli več spregledati, pač. In to je bilo to, tako da sem bil kooptiran potem v vodstvo stranke, torej Pučnik je prevzel, spet sem bil tam, torej od takrat naprej sem bil stalno zraven, sveda sem bil dislociran, ne. Jaz sem v kontaktu z Ljubljano vsake 14 dni, ne. Uporabil sem prilike, ker sem imel poslovne odnose z Slovenija projektom v Ljubljani. To je bila firma, ki je bila tam nad nami, mogoče da je še danes, ne vem. In sem tako včasih tudi te službe poti v Ljubljano uporabil za to, da sem skočil še na Strnenovo 8. Socialdemokratska zveza Slovenije, kot se je imenovala, mi smo bili prva stranka, ki smo imeli svoj sedež v Ljubljani. Tam se je vse odvijalo. Tam je tudi demos bil, ne. Danes se veliko potvarja zgodovina in prav pred kratkim sem na družabnih, ali kako se imenuje, na socialnih omrežjih, ja, spet zaznal to nepojemljivo potvarjanje zgodovine. Da je SDS, in zdaj bo govora o tem, naslednica SDS-a, ja, to sploh ni res. To nikdar ni bilo res, nikdar ni bilo nobenega združevanja. Nasprotno, Slovenska demokratična zveza se je razdelila na demokrate, ne, takrat... In na narodne demokrate. Ja, in narodne demokrate in vse skupaj demokrate je v začetku marca
94. leta so se pa združili z LDS-om. Demokrati. Ja, demokrati, ja. Narodni demokrati so pa izpadli ven. Res pa je, da smo kooptirali mi kompleten odbor narodnih demokratov. V Ilirski Bistrici sva z Grimsom šla in priključila naši stranki. Recimo, da bi pa mi bili naslednica, ne. Mi smo naslednica Tomšičeve stranke in nobene druge, ne naslednica. To je izvorno menjalo se je zgolj ime. Samo ime. Zdaj pa na tem mestu se vam za prvi del oddaje zahvaljujem. Ni za kaj. Zahvaljujem se tudi vam za pozornost in spremljajte tudi drugi del pogovora z, lahko rečemo, legendarnim poslancem Ivom Hvalico. Srečno.